Želvica na olimpijadi. Komaj se je želvica Evica izvalila, že je vsem dala vedeti, da je nekaj posebnega. Sem zaradi tega lezla iz jajca. Ozirala se je po gnezdu, ki res ni bilo preveč prijetno na pogled. Dan pred tem je namreč deževalo in je bilo polno blata. Evica se je potem vendarle skobacala iz jajca in porinila luščino daleč stran. Žal ji je bil na poto eden izmed bratcev, ki ga je luščina zadela v nogo. Prav ti je, kaj se pa nastavljaš? Je menila želvica, čeprav ji je bilo bratca vseeno malo žal. No, družina, pomirite se! Je poskusil ata želvak narediti red med vreščečimi otročiči v gnezdu. Poleg Evice so se namreč istega dne zvalili še kar 4 majčkeni želvaki. Čeprav je luščina zadela samo enega, so tulili vsi, pač iz solidarnosti. Dovolj vas imam, tako se derete, da vas celo skozi oklep slišim. Je sklenila želvica Evica in zlezla iz blatnega gnezda. Ni bilo treba daleč in že je naletela na star zavržen lonec. A se me kaj bojiš? Je nanjo zatulil majhen strahec, ki je stanoval v loncu. Ker je bil tako majhen, je bolj spominjal na krpico kot na strah. Krpice pa se zlepa nihče ne ustraši. Tudi pri želvici je bilo tako. Krasno, tudi zavese so že notri. Se je Evica razveselila, a je strahec razočaran odletel stran in za prvo silo se je morala Evica znajti tudi brez zaves. Tule bom odslej živela, je zavpila očetu in mami, ki sta ta čas uspela potolažiti ostale mladičke in sta zaskrbljeno gledala za edino hčerkico. Ata želvak je sicer nekaj godrnjal, a ga je mama hitro utišala. Pusti jo, saj ni daleč, vsaj na očeh jo bova imela. No ja, morda bo pa tako manj zgage pri hiši. Tako se je Evica naselila v loncu, čeprav je bil na eni strani počen in je puščal vodo. krasno, lastno stanovanje z vgrajeno kopalnico, če to ni super. Je menila Evica, ko jo je dež še istega dne lepo oprhal. Kar dobro ji je šlo. Za razliko od svojih bratcev, ki jim je bilo treba vsako stvar po 3-krat razložiti in še si niso nič zapomnili, je Evica že po 2 dneh znala sama poiskati hrano. Prav kmalu se je tako dobro znašla, da ni vedela, kaj bi s svojim prostim časom. Občasno je pomagala mami, šla na kratek obisk do račje družine na drugi strani Mlake ali pa se preprosto sončila. Tako je med enim svojih potepanj naletela na plakat, ki je zbudil njeno radovednost. Hej, zajec! Je dregnila dolgouhca, ki je ravno takrat priskakljal mimo. Ti, ki se na vse spoznaš, povej, kaj je to olimpijada? Zajec se ji je pobalinsko zarežal, ko si je še samo gledal napis. To pa ni zate, želvica, to pa ni zate. Kako da ne? Povej, kaj je to maraton? Potem ji je zajec razložil, da bo čez nekaj dni tekma, na kateri lahko sodelujejo vse gozdne živali. Treba bo priteči do vrha hriba v bližnjem gozdičku. Zmagovalec bo dobil zlato medaljo in sploh mu bodo vsi čestitali. Po pravici povedano, medalja ni bila iz pravega zlata. V resnici je šlo le za kovinski zamašek, ki ga je striček Krt izkopal, ko si je poglobil klet v svojem domu. In kaj potem? Želvica je hotela dobiti to medaljo, pa čeprav je šlo le za pokrovček steklenice. Grizlo jo je, da je tako majhna in počasna. V tekmi z zajcem ni imela pravih možnosti. Poskusila se je spomniti, koga sploh lahko prehiti. Na misel ji je prišel le polž, ta pa je izjavil, da mu sodelovanje v maratonu še na misel ne pride. Toda Evica je bila zelo trmasta. Na tekmo bo šla pa pika. Pridno je začela vaditi.
Vsak dan je tekla okrog mlake, čeprav so se ji druge živali posmehovale. Zdelo se ji je, da je res postala malo hitrejša. Seveda še zdaleč ne tako kot zajec ali srna, a za želvo je dosegla že kar spodobne hitrosti. In če je padla, se zaradi oklepa niti ni mogla hudo potolči. Napočil je torej dan tekme, začetek olimpijade gozdnih živali. Evica se je razveselila, da je tekmovalcev manj, kot jih je pričakovala. Na isti dan so se namreč žabe odločile pripraviti svoj sloviti koncert, ki ga nekatere živali zlepa niso hotele zamuditi. Posebej to velja za štorklje. Vseeno je Evico streslo od strahu, ko je volk, ki je bil izbran za sodnika, napovedal, da bo vsak goljuf na licu mesta požrt. V dokaz, da resno misli, so morali tekmovalci prisluhniti kruljenju v njegovem želodcu. Potem je končno zarjovel znak za start. Vsi tekači so se v vso moč pognali v hrib. V vodstvu se je prvi znašel zajec. Žal je pozabil, na kateri hrib je treba priti, zato je kmalu izginil v napačno smer. Gledalci so zaman vzklikali za njim, naj se vrne. Morda jih ni slišal, ali pa se ni želel ustavljati zaradi lisic, ki so mu sledile tesno za petami. Njim v resnici ni šlo za tek, bi jim pa v tek šel ravno prav rejen zajček. Želvica je počasi sopihala proti vrhu in poskušala prehiteti vsaj ježka, ki se je smukal pred njo. In res ga je ujela, saj je prav tedaj ježek naletel na še posebej slastno hruško. To bo gostija. Do tekme mu naenkrat ni bilo več. Evica ga je prehitela in ugibala, kdo je še ostal na tekaški progi. Skoraj vse živali so si še pred vrhom hriba premislile in končale s tekmo. Kozorog je na primer ugotovil, da takšna strmina za njegovo koleno ni najbolj primerna. Jazbec je srečal jazbečevko in se v hipu zaljubil, medved pa se je sredi hriba preveč zasopihal in sklenil malo zadremati. Na maratonu sta ostali le še srna in želvica. No, vsaj druga bom. Tudi to je nekaj. Temnilo se je že, ko je tik pod vrhom hriba zagledala srno, ki se je prevzetno ogledovala v vodni gladini. Kristalno čista voda v tolmunčku jo je čisto prevzela. Kako se je srna sama sebi zdela lepa. Evica se je potihem splazila mimo, da se srna ne bi prehitro spomnila na tekmo in jo vseeno premagala. Uspelo ji je. Želvica je zmagala na maratonu. Kaj potem, če je bila že trda tema? In kaj potem, če so gledalci že zdavnaj odšli domov? Zmago želve Evice je videla le poročevalka Sraka, ki je morala po službeni dolžnosti počakati do konca tekme. Še ta bi šla najraje domov, a jo je tam čakalo polno gnezdo sitnih mladičev in se ji je zdelo čakanje na mrazu vendarle manjše zlo. Evica je presrečna prinesla medaljo v svoj lonček, kjer je stanovala. Kaj hitrost, kaj dolge noge, trma vse odtehta. Zaspala je s sladkim nasmehom na obrazu in sklenila, da je to šele začetek. Če je zmagala na maratonu, lahko doseže vse. Takoj jutri bo začela z novim podvigom. Odločila se je postati prva želva, ki bo pilotirala letalo. Ampak o tem kdaj drugič.